Pozdravljeni. Poleg dogodkov, ki so vezani na borbo za naslov svetovnega prvaka Formule 1, mislim, da smo malce zapostavili tudi tisto, kar se dogaja okrog tretjega mesta med konstruktorji, predvsem med McLarenom ter Ferrarijem. Današnji prispevek bo posvečen malce analizi McLarena MCL 35 in Ferrarija SF21. Rezultatov, ki so jih dosegli vsi vozniki teh dveh ekip na teh prvih 10 dirkah, in nekako bomo skušali razumeti, ali je tisto, kar vidimo na lestvici, res realna slika tistega, kar bi lahko razbrali na primer na progi. Mnogi so že zapečatili borbo za tretje mesto, a sam mislim, da je potrebno imeti samo malček sreče na eni dirki in vse se lahko začne znova. Kolikor samo bežno pogledamo isto lestvico voznikov, bomo videli, da je na tretjem mestu Lando Norris, fantastični izkupiček 113 točk, tega je bil trikrat na tretjem mestu. Boljši je na primer od Valtterija Bottasa in Sergija Pereza. Tako Bottas kot Perez sta bila večkrat na zmagovalnem odru, Perez je celo eno dirko zmagal, kaj ko Lando Norris je na vseh 10 dirkah dosegel točke. Bottas ima tako imenovane 3 ničle, Perez pa 2. Tu seveda ne delam razlike, ali je nekdo končal dirko izven deseterice ali je enostavno odstopil. Zato imamo na 6. mestu Charlesa Leclerca. Zbral je 80 točk in 2 ničli. Takoj za njim Carlos Sainz mlajši z 68 točkami in zopet 2 ničlama. In na 8. mestu Daniel Ricciardo, samo 50 točkami. In tudi on z 2 rezultatoma, ki nista prinašala točk. Daniel Ricciardo je izbral več kot polovico manj točk tistega, kar je dosegel Lando Norris. In tu tista 2 rezultata, ki nista prinesla točk, ne morata biti vzrok tako slabega izkupička. Ozrimo se za trenutek še na konstruktorsko lestvico. McLaren je na 3. mestu, 163 točkami, seveda po 10 dirkah. Ferrari takoj za njimi na 4. mestu, 148 točk. Razlika borih 15 točk ali 1/3 mesto. Te številke, ki sem vam jih sedaj tu na hitro predstavil, lahko vidi vsak, kolikor pogleda lestvico. Nismo pravzaprav razumeli, zakaj naj bi bil McLaren boljši od Ferrarija in kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Razumeli smo, da je Lando Norris tudi na 3. mestu zaradi svoje konstantnosti, zaradi tega, ker je na 10 dirkah 10krat dosegel točke. Ampak tudi to je nekaj, kar lahko vsakdo izmed nas vidi na prvi pogled. Kako je povprečno mesto, ki ga je dosegel Lando Norris na 10 dirkah? Enostavno seštejemo vse njegove rezultate in jih delimo s številom 10. Dobimo točno faktor 4,5. Torej, Lando je točno na sredini med 4. in 5. mestom. Sedaj je prav, da isto indeksacijo naredim tudi pri ostalih 3 voznikih. Tu bom malce prekršil pravila objektivnosti. Charles Leclerc kot Carlos Sainz mlajši in na koncu Daniel Ricciardo so dosegli po 8 rezultatov, ki so prinašali točke. Zato bom upošteval le te rezultate in jih delil seveda s številom 8. A rezultat, ki ga dobim, je malce presenetljiv. Charles Leclerc kljub temu odpustku ima povprečno mesto 5,125, Carlos Sainz mlajši še malce slabšega,
5,875, torej sta oba med 5. in 6. mestom. Točno mesto za Carlosom Sainzom mlajšim je Daniel Ricciardo, 6,875. In to ponavljam, so indeksi z 8 rezultati in ne 10 kot pri Landu Norrisu. A zopet zanimivo vprašanje. Charles Leclerc je bil dvakrat na pole positionu, v Monaku in v Azerbajdžanu. In kljub tistim neprilikam, ki jih je imel na raznih dirkah, še zmeraj bistveno slabši povprečni položaj od tega, kar dosega Lando Norris. Charles Leclerc je bil tudi drugi na zadnji dirki veliki nagradi Velike Britanije. A izgleda, da njegovi rezultati preveč nihajo. Ima dober rezultat in nato slabši rezultat in seveda to v nekem ciklu. Medtem ko Lando Norris drži rezultate bolj v nekem povprečju, tam takoj med 4. in 5. mestom, medtem ko Charles Leclerc se nahaja malček za 5. mestom. To je tudi odgovor, zakaj Lando Norris zaseda 3. mesto. Ne samo zaradi tega, ker ima 10 rezultatov na 10 dirkah, ampak ker se zmeraj znajde v povprečju takoj za tistimi najboljšimi. In tudi tu je vidna tista razlika med Landom Norrisom in Danielom Ricciardom. Več kot 2 mesti na dirki, ko sta oba dosegla točke. In to tudi razloži velikansko razliko, namreč 113 ali 50 točk je po mojem mnenju prevelika razlika, da bi lahko smatrali, da je v ekipi uravnoteženo moštvo. Pri Ferrariju vidimo čisto različno sliko. Charles Leclerc z 80 točkami, Carlos Sainz mlajši z 68 točkami, torej 12 točk razlike. Pri 8 rezultatih za enega in drugega se vidi, da je tista razlika, recimo temu, minimalna. A sedaj se lahko začnemo spraševati, kaj lahko sploh pričakujemo v zadnjih 13 dirkah. Bo McLaren ohranil 3. mesto ali jih bodo pri Ferrariju prehiteli? Je možno, da se še kdo drugi vključi v ta boj? Najprej se bomo ustavili pri Landu Norrisu. Ta zaseda sedaj v tem trenutku fantastično 3. mesto. Mislim, da je bolj anomalija. Bottas kot Perez imata vse možnosti, da ga prehitita. Namreč razlike so minimalne. Lando ima 113 točk, Valtteri 108, Sergio 104. In kvaliteta bolida Mercedesa ter Red Bulla je stopničko nad tistim, kar je pokazal McLaren. In tu mislim, da ni nobenega dvoma. Še nekaj, smo prepričani, da bo Lando Norris sposoben nadaljevati s tem nizom fantastičnih uvrstitev, brez odstopov oziroma ničel, tam med 4. in 5. mestom. Sam menim, da ta fantastični niz se bo moral prej ali slej ustaviti. Sedaj lahko pogledamo, kaj lahko vidimo pri obeh voznikih Ferrarija. Omenil sem že tisto nihanje. Izjemno dobre dirke, katerim sledijo dirke, ki so dobesedno porazne. Med tistima 2 ničlema pri vsakem izmed voznikov scuderije Ferrari je velika nagrada Francije, kjer ne eden ne drugi nista bila sposobna priti do točk, prav sta oba končala dirko. Bomo kaj podobnega videli tudi v nadaljevanju, no sam upam, da ne. Ampak povedal sem, da med konstruktorji je razlika med McLarenom in Ferrarijem zanemarljiva, borih 15 točk. In tu bo prišel kot ključni faktor Daniel Ricciardo, ki je s 50 točkami resno razočaral. Kar se tiče
konstantnosti je na nivoju obeh voznikov skuderije Ferrari, a v povprečju do vsega mesto do mesto in pol manj od Leclerca in Sainza. Tu je prav Daniel Ricciardo, po mojem videnju, tisti ključni faktor. Tisti voznik, ki lahko spremeni situacijo. Kolikor bo nadaljeval s takim ritmom, menim, da Lando Norris pač ne bo dovolj. Kolikor bo dvignil svoj nabor točk in to s tem, da bo vsaj pred Carlosom Sainzom mlajšim, bomo lahko videli na koncu rezultat, ki bo v prid McLarena in ne toliko Ferrarija. A sedaj, če malce potegnemo črto nad prvimi 10 dirkami, lahko tudi ugotovimo, da velike razlike ni. Sicer izstopa Lando Norris, a njegov povprečni rezultat ga pokvari Daniel Ricciardo. Sem rekel, da pri Ferrariju rezultati od dirke do dirke nihajo med obema voznikoma. Lahko povemo, da v skupnem seštevku je velika razlika med Norrisom in Ricciardem, medtem ko sta Leclerc in Sainz poravnana. Če to damo na skupni imenovalec, lahko vidimo, da ukolikor imaš na razpolago ali Ferrari ali McLaren, lahko pričakuješ povprečno na dirki rezultat tam okrog 5. mesta. Seveda poenostavljeno in ne preveč objektivno, ampak tako, da dobimo mi, navdušenci, neko izhodišče za samo razmišljanje. Sedaj je pa na nas, kaj je bolj pomembno, doseči tisti najboljši rezultat na posamezni dirki ali v povprečju imeti dobre rezultate, kot sem povedal. Tako Leclerc kot Sainz sta bila na eni dirki druga, potem ko je bil Lando Norris 3-krat tretji. Je bolje imeti več točk ali je bolje imeti boljši rezultat na dirki? O tem naj se odloči vsak sam. A tu smo videli, da borba za tisto tretje mesto med konstruktorji daleč ni odločena in da so pri McLarenu in Ferrariju poravnani, prav na prvi pogled ne kaže taka slike. A kar se tiče te kratke analize, bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.